poslušate podcast Obot. Prvo nepilotno epizodo, 4. epizodo podcasta oziroma podaje, v katerem bomo za vas gledali, spremljali, brali in poslušali serije, filme in risanke vseh žanrov, od F do Z. Obot je odsek za bizarno, okultno in demonsko in tokrat smo to Mito Gegić, Servus, Igor Harp in Aljoša Harlamo. Lep pozdrav vsem poslušalcem / gledalcem, ki ste prišli danes na festival vsega fantastičnega, imenovan Na meji nevidnega, pa seveda tudi lep pozdrav vsem, ki tole poslušate na vašem najljubšem odjemalcu podcastov, na poti v službo, med trgatvijo ali pozno po noči, ko ste sami doma, medtem ko vaš dom ovija skrivnostna meglica, iz katere slišati bližajoče se ječanje. Današnja tema so namreč zombiji, živi mrtveci, ne mrtvi živi, kakor želite. Pripravili smo vam torej krajši tematski pregled vseh popkulturnih pojavov, socioloških pomenov in dobrega meka pa zombijev. Pripravite kul in papir, da si zapišete vse dobre namige, ideje za pozno nočno gledanje. Tle nastopi pozor, seveda bodo med podcastom bomo na veliko govorili kvarnike, tako da v zapiskih tisti, ki tole poslušate na podcastu, pač preverite, o čem smo govorili, in če katerega filma niste gledali, pa bi ga mogoče radi neobremenjeno gledali, pač ne poslušajte te epizode in preskočite na naslednjo. Za vas, ki ste pa tukaj, pa lahko si takrat pokrijete ušesa, se malo zarolate in si pač ponavljate vašo najljubšo mantro. Mislim, da bi mogoče kar začeli z eno kratko predstavitvijo, kaj sploh zombi je. Ne? Takoj bomo sicer prešaltali na Romera in njegove filme, ker to je tisto, kar je definiralo zombija, ampak v originalu je zombi pravzaprav iz neke haitske kulture, kjer je preprosto opis zombija je, da je to nekdo, ki je umrl, pa se je vrnil nazaj med žive s pomočjo neke magije, čeprav obstajajo različne variante. Ne? Jaz mislim, da kolikor sem bral kadarkoli o zombijih, ni nujno, da so zmeraj mrtvi, ne? Gre za nekoga, ki je brez volje, pravzaprav, ki mu je čarovnik ali pa nekdo z nekim magičnim sredstvom oduzel voljo, medtem ko zombiji pravzaprav pokrivajo zelo široko polje možnega, vse od Frankensteina, ne? Kaj je tudi neke vrste zombijevska, zombi pošast, tudi tisti, ki ste gledali Plan 9 from Outer Space, tam se pač pojavijo zombi in nihče ne vem, če kdo ve točno zakaj. Sem mislim, da še Ed Wood sam ni bil. Ja, no, sej. Ampak je bilo fino in je snemal dalje. To je v bistvu to. Danes bomo govorili o vseh verzijah zombijev. Najprej pa seveda jaz mislim, da ne moramo mimo Georgea Romera, ki je nekako, kot sem že rekel, pač zombije naredil neko pravzaprav slovarsko definicijo zombija. Pa mogoče, Igor, ti si naš strokovnjak za Romera, tle prevzameš besedo. Torej Romero Noč živih mrtvecev je v 60-ih naredil pravo revolucijo in sicer na več ravneh. Zdaj, njegovi zombiji se od prejšnjih razlikujejo, da tu ni neke magije, pravzaprav sploh ni razloženo, zakaj, odkot so nastali, pač mrtvi vstanejo in hočejo jesti možgane oziroma okužiti ljudi okrog sebe. Pričemer pa Romero do svojega 4. filma ni nikoli uporabil besede zombiji, to je oznaka, ki so jo drugi pridali njegovim filmom, to so bili pač živi mrtveci do takrat. Posebej je revolucionaren bil film Noč živih mrtvecev, zato ker je povzel en duh časa takratnega, zelo veliko je imel zapovedati o rasizmu, glavni protagonist je namreč temnopolt in rasni odnosi so zelo očitni znotraj filma, hkrati pa tudi na odnos ljudi do države, ljudi med sabo v času vietnamske vojne in vsega tega, kulturne revolucije v ZDA. Kjero leta to? To je 68. Ja. Film je v ZDA najprej bupne kritike, čist mimo šel, ampak evropski kritiki so zadevo rešili, so rekli, to je briljantno, in potem s časoma pač Sight and Sound, britanski pa francoski Cachet de Cinema,
dost prestižni kritiki so rekli, to je cool, potem pa so tudi Američani rekli, a res, pa poglejmo še enkrat in zadeva je postala dejansko kultni hit in prinesla zombije na prvem tiru. Zelo hitro je potem sledilo cel kup imitacij, komičnih ali pa eksploitacijskih. Romero sam pa je še nadgradil film, žanr z filmom Zora živih mrtvecev 78. ki je postavljen v nakupovalni center in dejansko celotno to paradigmo prenese, da potrošniški način življenja dela zombije z ljudi. To je dost direktno tam odpovedano in na zelo dober način. Ne? Meni je zelo zanimivo, ker resnejši remake iz 2004 od Zacka Snyderja nekako sicer ohrani to neko kot idejo, pač, da je potrošništvo dela ljudi zombije, ampak je ne poudarja to kot originalni film. Ne? Tam je pač več akcije, več neke groze na nek način, ne? Čeprav temeljna razlika, pa nekdor pogleda danes film iz 78 2004, je pa seveda v hitrosti zombijev. Ne? To se je zdaj v zadnjih 30 letih, tako da so dobili široko pasovno avtocesto, ne, tako kot podatki. Zombiji so nekaj 3-krat hitrejši. Jaz zdaj, ko sem gledal tega z 78-ih, je bilo pravzaprav prav smešno, ne, ker oni včasih tečejo skozi nakupovalni center in jih tako odrivajo zombije, ne, zgleda skoraj tako kot Flash Gordon, ko dobi žogo in premaga une Marsovce na začetku filma. In to niso, oni nekaj sicer grabijo po njih in se spuščajo te zvoke, ampak ne vem, če je to ravno najbolj grozljivo. Ne? In se mi zdi, da ravno zaradi tega je toliko boljša pač ta ideja, da je to potrošništvo, ne? Da je to, gledajte, kaj delajo, pač nekdo, ki nekaj sam grabi, nekaj bi sam imel. Ne? Medtem ko seveda nova priredba, ki ima tudi celo zvezdniško zasedbo za sabo, ne? Tam pa pravzaprav gre res za to, ker so toliko hitrejši, da je pravzaprav neka groza, že bolj resničnejša in se toliko to premesti pač ta ideja, ne? Da ni več to toliko potrošništvo, ampak je sam gre za en zabaven film. Samo mogoče je v bistvu kao to logiko kao samega tempa filmov, kako se v bistvu pospešuje vse skupaj, ne? Če primerjaš Shaun of the Dead, pa zdaj tale novi z Zack Snyderov, kati pa montaže, pa vse tak naprej se v bistvu toliko pospešilo od Romerovih časov, ne? Da v bistvu si ne moreš niti prvošči počasnega zombija, ampak nucaš dejansko neko grožnjo brez političnega predznaka. Ja, mislim, da Snyder je tudi prenesel zgodbo na Noč živih mrtvecev, ker gre za osnovni konflikt ni med ljudmi pa zombiji, toliko oni se dost hitro naučijo zavarovati pred njimi, ampak med njimi samimi. Oni si ne zaupajo niti za trenutek, tudi ko imajo en montaž vmes, ko so kao srečni, vidiš, da imajo različne ideje o tem, kako preživeti in kako dalje priti, ki ogrožajo, s katerimi ogrožajo drug drugega. Ne? In v Dawn of the Dead je pa dost bolj direktno, oni se tudi tam, v Romerovem se zavarujejo pred zombiji, ampak potem pride gang bikerjev not vdret kot še en tretja sila tam, ki pač vse razturi in potem morajo tam bežati. Ne. Tako da mislim, da je hotel iti na eno bolj psihološko zadevo, ne, kot pa na potrošništvo samo. Ker mislim pa tudi 2004 je bilo jasno, da smo vojno s potrošništvom zgubili. Ne. No, ima pa remake v bistvu tudi en motiv, ki je pravzaprav rešil meni in je skoraj da enakovreden vse meni pač originalu in to je Zombie Baby. Pač zame je to pač zombi dojenček. Pač, ko umre pač, mislim, da je to po moje prvič, da vidimo, da je dojenček zombi, ali pa vsaj jaz nisem toliko zombi filmov pogledal, da bi lahko temu 100% rekel, ampak definitivno pač imamo tam pač ženska umre med porodom in se ona spremeni v zombija, pol pa še pač mala, mislim, da je punčka, no, če se ne motim, no, in tako malo divja po nakupovanju skladišču. Mene je tega bilo najbolj strah. No. Zombi baby. Je pa res zanimam otrok, tako da mogoče. Ja, ti si že omenil Shaun of the Dead. Ne? To meni osebno najboljši zombi film vseh časov. Ne? Mislim, jaz osebno nisem fan zombi filmov, ne to nem, kar jasno povem, meni ste grožen zombi, res dobesedno. Spomnim samo mojih prvih nočnih mor kot najstnika pa otrok, tako kao Noč živih mrtvecev, črno-beli šičani zdaj po glavi. In pač ne maram samega žanra, tako ko smo se pripravljali na to, ko smo si razdelili naloge, sem za nalašč
šel na bolj komične variante. Torej, Shaun of the Dead je pa, zame, vsaj iz tega spektra, ki sem ga jaz prečekiral, the best. Včeraj sem se še ga enkrat osvežil. Ta film enostavno funkcionira zaradi Edgar Wrighta, pa kako je v bistvu zombije zelo preprosto nalil. Ne kot kritiko konzumerizma, pa tak naprej, ampak kot nek simbol, kot neko sidro za glavnega lika, za Shauna, ki nikakor noče odrasti. V bistvu on se vleče skozi življenje kot zombi, on se v bistvu noče nikakor prevzeti odgovornosti, on samo se prehranjuje, pa pije, pa v bistvu nikakor se ne premakne. In tu se mi zdi, da v bistvu ta metafora postane nekako bolj osebna, kot pa vsi ti politični aspekti v drugih inačicah. Zraven seveda klasično Edgar Wrightovskega montaže, pa kamere postavitve, tako naprej, to je v bistvu res. V bistvu je tudi to, da ta film deluje kot romantična komedija in je ena boljših, in če za trenutek samo odmisliš, kje se dogaja, je prav ta klasična štorija kot v milijon filmih Jennifer Aniston ali pa McConaughey zgodnjega, ampak je še boljše. Zato, ker doda tale konec sveta, pa vse ostale komični elementi dodajo neko nujnost, neko zagon. No, jaz sem si pravkar zapisal Jennifer Aniston zombi. Kot idejo za naslednji scenarij, tako da če bom kdaj srečal Edgara Wrighta, se vam je o tem pomenila. Mimo grede, Edgar pa Peg sta imela idejo za nadaljevanje, ki če bi še en film o pošastih delali, bi bilo Dead Before Shaun, nekaj takega. Če smo že pri komedijah, nekaj smo že zajadrali v tole, kaj pa Zombieland? Mislim, meni je Shaun of the Dead sicer v redu, se mi zdi fin, ampak meni je Zombieland, je pa res, da mogoče tako, kako si rekel mi to, pač Zombieland je pa res film o zombijih, pa mogoče res ni neka žanrska prevara, ali kaj bi človek rekel, ampak je prav film o zombijih, ampak smešnega vidika, Se meni zdi, dobro, pustimo zdaj Billa Murraya, ki je pač v tem filmu in ti slavni prizori z njim, ampak meni je ta cel film, pravzaprav pa je tudi neka romantična komedija, pač reševanje punce pred zombiji, Ja, v bistvu mislim, da je tukaj Zombieland uporabi zombije res kot neko, mogoče tako kot Walking Dead, kot kuliso za like, ki se ali morajo odrasti, ali morajo preseči, da ne najde svojega Twikija, ali pa, pač za čisto navadno, zelo simpel humoristično akcijado. In že začetek filma, ko ti postavi pravila noter, v bistvu je tako zelo lušni žanrski pristop, ampak tam je vsekakor eni ljubših, v bistvu že po tempu, pa po tem, kako se v bistvu liki gradijo, nasploh, kako čisto malo prestopi okvire Romerovih zombi pravil. Meni tudi Zombieland malo zmanjka na koncu. Zelo preprost film je, direkten, manj kup teh lušnih elementov, ki pa, ne vem, morda mi je bil malo predolg, ampak zaključek pa tudi to, zaključek v zabaviščnem parku, že zaradi imena filma se ti zdi tak najbolj obvious in pol ga še razvlečajo malo, Tako da bi rekel, da definitivno mi je Shaun of the Dead ljubši od teh dveh, če gledamo zombi komedije. To je primeren zaključek, ne vem, prav z vsem tistim kolesijem pa šibrokom oziroma ostrosedijsko puško, potem kako je to je prav neki videogame zaključek. Ja. Skratka, zdaj smo že prišli od Romera, se še imel ti kaj o Romeru zapovedati, da ne bomo ga preskočili na vse druge filme? Romero njegovi filmi so navdihnili najboljše zombi igre, Resident Evil, in Romero je tudi bil prva izbira za režirati Resident Evil film. Pol je to nekako nimel časa ali whatever, in smo vseeno dobili film v režiji Paula W.S. Andersona, ki je moj guilty pleasure. Vem, da je film čisti trash, Mila Jovović v dolgi rdeči obleki, brce zombije, ima amnezijo, ampak meni tisti film res, gledal sem ga res dostkrat, tako Independence Day, lušn je, točno veš, kaj se bo zgodilo in je v redu. In je full krvi in Mila Jovović. Mila Jovović? Ja. Čeprav, jaz filma sicer nisem gledal, Špil je pa res mega. Špil je hud. Sploh dvojka. Če še niste igrali Resident Evil, katerkoli,
sploh stari, če jih dobite kje, ja. No, če ti je všeč Resident Evil, bi pravzaprav moral gledati The Walking Dead. Ne? Jaz sem sicer malo razočaran, ker oba moja kolega nobeden od vaju ni gledal. Veš, koliko cajta to za? Koliko je zdaj že gledal? 7 sezon, 8? Zdaj le bo meni, da 9 zunaj samo sekundu. Jaz sem 2 gledal. Da jaz preverim, če se nisem zmotil. Ja, 9 bo. Sem cringe, no, mislim. Ja, zdaj dobro, pač The Walking Dead je pač ista premisa kot si, tudi kot da bi Romero snimal, skratka gre za, sicer, kdor pozna, gre najprej seveda za stripa, ne, Roberta Kirkmana in še enih drugih. Pol so to prevzeli, pravzaprav naredili z tega televizijske serije, od katere nobeden, mislim, da niti nekaj dosti pričakoval. Potem pa je postala pač neznanski hit. Mogoče je spet ujela neko politično situacijo, pač tako za zombije. Ampak recimo, tako, meni prva sezona se mi zdi čista zombijada. Jaz imam rad zombi filme in imam rad apokaliptične filme, kjer večina ljudi umre, samo par likov, na katere se moraš osredotočiti. In pač ta nek šerif se zbudi iz kome, ugotovi, da se je vmes zgodila zombi apokalipsa. Tudi tam nikoli pravzaprav niti prav ne pojasnijo, kako se je vse skupaj začelo. Ne? Zato imamo zdaj drug spin-off, ki pa mi je živel res malo too much. In The Walking Dead ima pravzaprav zelo tako, iz sezone v sezono pač kvaliteta zelo niha. Ne? Prva sezona je v redu, pol je druga sezona, menda so tam na neki farmi, ja, na neki kmetiji, tam je bilo meni res popolnoma brez veze, razen konec, ker se pač konflikti med njimi malo poostrijo. Pol pride v nek zapor, pa je tam nek governor nasprotnik, ker tudi postane malo bolj zanimivo. Ko pa pride Negan, pravzaprav tista sezona, zadnji del, mislim, da je to 6. sezone, tam pa pravzaprav pride v nek čist skoraj da drug žanr, ne? Tam pa se tudi serija toliko bolj osredotoči, pravzaprav že prej je bilo to v ospredju, ampak zdaj pa res postane v ospredju in glavna tema pač preživetje po apokalipsi. Kako se neka pač majhna družba ali se bo organizirala v neko spet normalno civilizacijo ali uspe spostaviti civilizacijo ali bo propadla. Ne? In to je pač pravzaprav. In mnogi fani zdaj zapuščajo serijo ravno zaradi tega, ker ni več zombijo, ampak poanta pač zombi filma, kar je tudi motiv glavni zombi filma vsej zadnjih 20 let je zombi apokalipsa. Ne? In pač pravzaprav meni ta fokus, prenos fokusa všeč. Zdaj druga stvar je, a ne, da pač eni liki včasih kar pol sezone pozabijo na njega, pa pol vidiš, se te še pa živ, ne? In pa začne mal klad zombije in ima spet svoj štorijo. Tako malo se zgublja, preveč likov je zdaj že teh, ampak zato sem začel, no, ampak Michonne je pa, lepo prosim, to je pa najboljši lik vseh zombijat ever. Boljš kot Mila Jovović, kakorkoli je že imel v Resident Evil, ker mislim, zombije pobijajo ljudje na številne značilne načine, se pravi, bejzbol palce, ponavadi so pištole, puške in to. Ona je pa ima katano. Pač meni je to, pač se mi zdelo najbolj obvious rešitev. To je tako, kot Bruce Willis, ki se znajde v šundu, ja, ne, kaj bo zbral za eno orožje. Ja pa valjda fucking katano, ne. In seveda, in Michonne, ko pride na sceno, pač od takrat, jaz pač gledam The Walking Dead, dokler ne bo konc, no. Oziroma, dokler Michonne ne umre. Če bo še ona umre, mislim, za Karla mi je bilo čisto vseeno, je umrl ali ni, za Michonne pa res, no, če še ona umre, pa je pa brez veze. Katana, jaz sem prebral eno knjigo o zombijih, Zombie Survival Guide, ki je napisal Max Brooks in tam je katana kot ne najbolj priročno orožje vmes. Se noben ni rekel, da mora biti priročen, gledam, da je seksi, no, ne. No, sej, tam v tej knjigi zelo lepo razloži, katere si ti zdijo seksi ali pa cool, pa koliko so neuporabne. Recimo, metalec ognja je zelo neuporaben, zato ker zombijev ne ustavi, samo še gorijo, pa še vse zažgejo okrog sebe, vključno s tabo, če se dotaknejo. Tako da radioaktivno, kakršnokoli orožje tudi ni v redu, ker pol pač imaš radioaktivne zombije, o tem pa sploh nočeš vedeti. No in kaj je najboljše orožje za pobijati zombije? V bistvu ni orožja za pobijati njih, kako palco, karkoli, samo čim prej, čim bolj proč od njih iti, z kolesom po možnosti in si najti nek otok. Otoki so načeloma malo bolj varni, ampak ne čist nujno, kjer lahko živiš. Game of Thrones je pokazal, da tudi otoki oziroma tudi voda ni varna pred zombiji. Ne? Ja. Tam imamo White Walkere, ki grejo pod vodo in jaz tudi ne razumem, zakaj ne bi mogli zombi priti do otoka.
To je v Romerovem 4. filmu, v Land of the Dead, se odvija v Pittsburghu, ki je med dvema rekama, ne? In imajo naravno zaščito, dok zombijem na eni točki ne klikne, hej, pa grejo. Pač gredo not vodo, pa na drugi strani pridejo ven, seveda, ampak malo bolj varni si, zato ker jih lahko toliko odnese ali pa karkoli, ne? To je pravilo kao Romerovih zombijev, da v bistvu oni ne znajo nekako načrtovati. Oni ne znajo, v bistvu... Od začetka, ja. V Land of the... v tretjem Day of the Dead, pa potem v Land of the Dead začnejo razvijati mentalne sposobnosti, ker je že toliko časa minilo in ugotovijo kak in kaj. Ja. Ja. V 4. film je dost očitno, da je fokus spremenjen iz pač potrošništva ali pa česarkoli, da zombiji predstavljajo delavski razred, prav dost komunistična zadeva je in medtem ko elita, ki jo vodi Dennis Hopper, živi v pač stolpnicah in vlada ljudem, zombiji so pa čisto proletariat, ki se upre. Ja, se v bistvu... To je tudi ena taka stvar, nikoli ni, ker pač vsakič, ko se zombi film začne, se začne znova, ne, z apokalipso, noben reče, fakt, to so pa zombi in to se je zgodilo, ne, ampak vedno je to nekaj novega, nov štart v filmu. Ni nekega pravila, kaj zombi znajo, pa kaj ne, ker že pri Romero se pojavljajo velike razlike, ne. Tamle, ko je v Dawn of the Dead, ko ugriznejo tega enega od njih, pa čist proti koncu, se on prav spomni, kje so oni skriti in se vrne v skrivališče, kot da mu še malo spomina ostalo v njem in pač gre in druge zombije pripelje tja, ne. In včasih znajo razbiti okno, recimo šajbo z nekim kamnom ali pa ne vem kaj, včasih za zvokom tok bežijo, včasih grejo za nekim, kar vidijo, tako da ni čist jasno. Pač, po moje, kakor pač režiserje v tistem trenutku, v tisti sceni pač mu odgovarja. V bistvu, za priprave sem malo bral zombi Pevijo. Ja. In tam imaš prav nek set Romerovih pravil, ki so zelo v kamen zapisane, ne? Da v bistvu režiserji danes bi naj potem kao to kršili, da imajo malo več svobode, pa tako naprej, ampak on pa bi naj vse črno na belo. Ja, no, sej sam je potem kasneje prilagajajo to, ne? Ampak v osnovi je postavil pravila tako v vsakem nekem vesolju. Ne? Se tudi Shaun of the Dead se z tega zelo norčuje, tako ne reč zombiji, pa ne vem kaj še vse, ne? Zelo self-aware, je, ne? Mislim, zelo vredo to izkoristite, ne? Pa tudi World War Z, druga knjiga od Maxa Brooksa, ki je potem nastala dost nepovezan film, tudi zelo reference so na te stvari in razloži, kaj lahko pa kaj ne, ampak tam v Brooksovi knjigi je ful točno določeno, kaj lahko, kaj ne in se potem to ne spreminja tekom knjige. No, če mogoče še gremo, menjali smo sicer, da je The Walking Dead po stripu, tudi še en film je po stripu, oziroma še en stripovski junak se zelo bori z zombi, mogoče Mito, ta ti je malo bliže. Dylan Dog. Moj otroški vrem. Gledal sem tale, to je edina priredba, ima še neke male italijanske kratke filme, sem opazil. Raznoameriške, no? Še ednje, Della Morte z Della More. Ja, to sem nekaj prebral, samo ne. To je v bistvu, to je ta film, to je ist film. Ne, dva sta. Ameriško, ali kaj? Ja. Evo moj bog. Ja, sej, točno, o moj bog. Jaz sem res mislil, da si gledal italijansko verzijo, ker ga Rupert Everett, ki je bil pač osnova za Dylan Doga. Ja, okay, o moj bog, ti si gledal dobro, povej mi nekaj ameriških, jaz nisem gledal. V bistvu problem tega filma je, da kot prvo ni Groucha, mislim, da drugi problem je Dylan Dog je mišičast. To mi je bil totalno. Igra ga Superman, ja. Ja, še to. Totalno trdno, čisto. Kot drugo pa je, to se dogaja v New Orleansu, ne v Londonu. Njegov pajdaš je nek smešen džini, ki tako iz zombi rata, znotraj zmečajo torej in zombije, in werewolfe, in vampirje, in obupna posnet, sploh ni smešen, v bistvu je bila ura pa pol totalne muke. Zelo odsvetujem. No? In še posebej, če imate radi strip, če imaš radi strip Dylan Doga, to je tako daleč od tega lika. Dylan Dog ima nek velčmerc, ima dobesedno, ne znam bi vidno tako všeč. Tukaj pa pač tip, ki ima neko kriptično skrivnost, ampak že takoj veš, da pač so mu ubili punco ali kaj že, ali ženo. Vampiri so komični, imajo pozlačene zobe, kot neki reperi.
Zombiji imajo neke trgovine, kjer si lahko zamenjujejo dela, pa nasulje, pa... To ima potencial. Ja, mislim, vse lahko bi kaj z tega razvil, ampak edini smešen stavek, ki sem si ga zapomnil noter, ko on vampir reče, humanity is overrated, ja, tako da odsvetujem, res odsvetujem. Obstaja film iz 90-ih, De la Morte z De la More, italijanski, ki je v angleščini posnet, kjer igra Rupert Everett, ki je bil osnova za Dylana Doga in tisti film. Mu ni ime Dylan Dog, ampak De la Morte. Fora pa je bila v tem, da so hoteli narediti film z njim, dokler še izgleda tak, ker pol se pač postaral, kot se zgodi. In niso pa imeli avtorskih pravic za Dylana Doga. In pol so naredili nekaj, kar je v bistvu Dylan Dog, samo da mu ne smejo reči tak. Vozi tudi enak avto. Tudi ni Gravča, mislim, ker mislim, da Marx Brothers Estate ne da pravic. Sem lahko v stripih še v bistvu zdaj vedno celo splavi uporablja Gravča. Mislim, da za stripe so najbrž kupili, ali pa je v Italiji, pa ni tak problem, ne vem. Ne vem točno, kaj je razlog, ampak za film dobiti likeness Gravča ni, ne. Godler bi temu rekel, to je Italija. Ja, drugače pač zombiji so zelo pomembni za Dylan Dogovo pač neko mitologijo, ne. V Zori živih mrtvecev, ki je mislim, da je zelo začetka strip Dylan Doga, tam se prvič pojavlja doktor Ksabaras, to je pravzaprav anagram Abraxasa, ki je drugo ime za Satana, ki pravzaprav izumlja zombije s tem, ki skuša odkriti serum za večno življenje, ampak stranska posledica tega raziskovanja so pravzaprav zombiji, on bi pa ves čas rad pač našel jim, da bi jim vrnil inteligenco, ne, skratka, noče delati zombije, ampak pač najti serum za nesmrtnost. In pol čez različne dele Dylan Doga, mislim, da je ta glavni je potem, kaj je že pričal Dylan Dogu, se mi zdi, ja. V njem se pa izkaže, da je pravzaprav Ksabaras oče Dylan Doga, oziroma mračna stran njegovega očeta, ker je ki je živel v 17. stoletju in je potoval skozi in je iskal ta serum in potem se je nekako razklal na pol med svojim dobrim in zlim polom. Dylan Doga je pa kot siroto oddal pač v sirotišnico, preskočil dimenzije in prišel ta čas. Je pa sicer itak res, da se Dylan Dog sploh ne stara, ne? On je zmeril v tem rdeči srajci in sakoju in džins hlačah. Ampak to, zakaj se ne stara, pa sem zdaj že pozabil, kako se je pojasnil, ni pa povezano 100% s tem. Je pa v enem delu Dylan Doga se pa pravzaprav zgodi, da je v drugi dimenziji se dogaja, oziroma ne, tisti je še en drug del. Še v enem delu se pa dogaja pravzaprav, izvemo, da je nek alternativni konec Dylan Doga, kjer on pride v mesto, mislim, da v Undead, kjer so vsi zombiji. Izkaže se, da so pač vsi ti ljudje, ko umrejo, pač živijo dalje, ne? Skratka, so zombiji, živijo neko večno mladost. Kot da je pač Ksabaras uratala pač ta serum za nesmrtnost in Dylan Dog ostane tam v tisti alternativnem koncu. Ne. Je pa pač še veliko, pol je prišla Paola Barbato, scenaristka, ki je malo še nekaj zakomplicirala celo štorijo, tako da zdaj je pač ta cela mitologija je kar malo zmedena, ima veliko alternativnih začetkov, koncov in tako, ampak zombi so pač ena ključnih stvari v Dylan Dogu. No. Moram reči, da sem sicer oboževalec stripa, imam od 1 do 30 vse cifre, ampak tole nisem toliko daleč ostal, da zdaj ugotavljam, da... Ja, to je po številki 30, no. Ja, zdaj ugotavljam, da cel... Trenutno mi ne manjka nobena od hrvaških pa srpskih. Jaz imam tam prvih 300 nekaj številk. Ja. Wow. Geek. No, vidva se pogovarjate. Gremo dalje, Igor, cajt nas malo preganja, tudi ti si hotel omeniti še eno serijo. Ja, moja najljubša serija trenutno je zombijevska, je iZombie. In sicer ima en hecen twist, glavna junakinja, ki je ime Olivia Moore oziroma Liv Moore, je zdravnica, ki glih namerava na specializacijo iz kirurgije, ko jo opraska zombi. In potem, ko postane zombi, ugotovi, da mora jesti možgane in gre delati na patologijo raje. In kot policijski CSI-vec pomaga tak, da poje, medtem ko pa poje možgane, pa dobi spomine in del osebnosti
pač mrtvih. In to daje pač seriji možnost, da ona v bistvu igra vsako epizodo nekoga drugega in je skrajno zabavno. Dostkrat ona je, ne vem, striptizeta, čarovnica, čarodejka, fuzbal igralka, depresivni psihotik, vse. Vsak del je nekaj drugega, ful dobro znajo humor zgraditi. Je pa serijo naredil Rob Thomas, ki je predtem že naredil Veroniko Mars, tako da je zelo tak podoben vibe, pa tudi spominja na Buffy izganjavko vampirjev, malo pa to. In Rob Thomas je pa tudi ime enega pop pevca, sem že pozabil nekega kanadskega. V glavnem na eni točki potem zombiji pojejo. Oni Smooth z Santano, ni to? Ja. No, na eni točki pa njega pojejo, ker je tip cameo igral, ker mu je isto ime. Da si je zaslužil. Tudi zelo zanimivo je tako, kako se razvije recimo v tej seriji trg med zombiji za slavne ljudi ali pa za ljudi, ki so imeli neka posebna doživetja in ne vem, enega astronauta ubijajo zato, da bo nekdo njegove možgane lahko pojejo in podoživijo to. Ful enih takih zanimivih sodobnih elementov je not vpletenih in zdaj trenutno je zadeva v zadnji sezoni, ki so jo posneli in mislim, da bo kmalu na Netflixu je vsak del sproti, tako da kar binžnite, če vam je. Jaz bi še omenil, ko me prižena na to spomnila, pa Aljoša me še enkrat opozoril na to z divjim dogom, Tim Burtonov Corpse Bride. Najlepših romantičnih filmov je pa tudi zombi film, ker v bistvu gre po svojo nevesto, ki je umrla v deželu zombijev. Ja. Ne bom kaj preveč, to je tega res nečem pohvaliti, če še niste gledali, ampak ful lušen film. No, pa Tim Burton je. Ja, kaj še nismo, teh filmov je še veliko, še dosti jih nismo imeli. Meni je recimo bil kar všeč The Serpent and the Rainbow, ki sem ga zdaj prvič gledal. Wes Craven je sicer eden mojih bil, zna zadeti dober film, pa zna narediti totalen flop, tako da pri njem je treba paziti, ampak ta film je bil meni kar všeč. Sem pa pol čekiral, da je pravzaprav po resničnih dogodkih, ker obstajal pač nek Wade Davis, ki je bil antropolog, ki je trdil, da je odkril, da pravzaprav na Haitiju delajo zombije s pomočjo nekega strupa, ki ga med drugim delajo tudi zunaj ribe napihovalke. Pridobivajo. Ja, tist. Ampak pol se je sicer izkazalo, da je to totalni bullshit. V tem filmu pa pravzaprav Bill Pullman potuje na Haiti, ker ga tja pošljajo zato, da bi on našel ta serum, ker pač razvijajo serum za nesmrtnost, oziroma za hitro regeneriranje, karkoli pač že. In potem to ni tipičen zombi film, bi jaz rekel, pač pojavi se par zombijev, ampak ne jejo možganov in tako naprej, ampak je nek pogled v mitologijo, samo mitologijo zombija, ampak je kar strašen, pol, ko se on vrne nazaj in ko ona ženska pri večeri nenadoma začne žreti kozarc in hoče skočiti preko njega, preko mize na njega, tiste pa kar scary shit. Mislim, da sem se tle malo bolj ustrašil kot pa pri marsikaterem zombi filmu. Jaz bi še dodal White Zombie, če smo pri haitijskih. To je klasika, na YouTubeu najdete 1 uro traja, ker mes koščki falijo. Bela Lugosi igra bogataša, ki povabi mlad par, da naj se poročita pri njemu na njegovem otoku, ker seveda hoče bejbo prepričati, da je bila z njim, in potem ima tam nekega tipa, ki dela zombije iz ljudi in stvari se zgodi lušnje. Tak, za črno-beli zelo star film z 20 ali 40 je, ne vem. Posta še 28 Days in 28 Weeks. Ja, 28 Days Later je super, ima odličen začetek, ki ga je potem ena serija ukradla, o tem, da se človek ima nesrečo, pa se potem zbudi iz kome, pa je zombi apokalipsa se zgodila. Film je režiral Danny Boyle in je po scenariju Alexa Garlanda, kar je zelo dober team-up. Kar je zanimivo tudi, recimo, če pogledaš, Garland je zdaj imel tale Annihilation pa Ex Machina, Boyle, Slumdog Millionaire in še ne vem kaj vse. Isto za Dawn of the Dead remake. Človek, ki je režiral Guardians of the Galaxy, je naredil scenarij, režiral ga pa je človek, ki je naredil Paul Watchmana. Zelo zanimivi team-upi pridejo pri zombi filmih.
Ja, kje še imamo zombije, da ne bo... I Am Legend. No? Ja, z Will Smithom, ne. Sam film, ne vem, se mi zdi kar super narejen, posnet, tale pustinja New Yorka mi je še najbolj zanimiva kulisa, ne. Pa zanimivo je, zombiji tu nastopajo v neki napol inteligentni obliki, predvsem onega glavnega zombija, ki išče svojo ljubico ali nekaj tasga, ki miličnih prej ugrabi za laboratorijske poskuse. Moram pa reči, da ne večji tearjerker moment je, ko pa njegov kuža, edini prijatelj na svetu, ki ga ima, kvarniki, postane zombi in ga mora, ta prav tistim Castaway Wilson moment. Kuža zombi, to je tudi redko, mislim, ponovadi živali niso zombi. Ja, to je eno od pravil na zombipediji, ne? Drugače, prva različica tega filma oziroma prva priredba knjige, ne, I Am... je bilo neki Omega Man, ja. Z Charltonom Hestonom, tam so pa zombiji bolj, kot da bi bili nek kult, pa neke religije imajo pa vse, ne. Ampak konc je dost podobno, on se žrtvuje, da reši ostale, dočimer v knjigi je pa boljši konc, ker on ugotovi, da je on pošast in da so oni normalni, v bistvu, da oni spostavljajo civilizacijo in so čuteče bitja in vse to, in da je on tisti, ki hodi naokrog in jih lovi za svoje eksperimente, in da je on tisti, ne vem, črni mož, recimo, ki starši strašijo otroke z njim, ne? Ja, tako da, ja, roman priberite, zdaj sicer veste konec, ampak je fajn. Mogoče se vseeno splača. Pol pa ga verjete čez eno leto, ko boste pozabili. Drugače pa Rec, tudi španski film, eden boljši film. Se ne spomnim, kdo je točno to režiral. Jaume Belguero, smo intervju z njim. Evo, hvala Igor Pedi, da ve za te stvari. Ja, tam pa je v bistvu fora Blair Witch Projecta na nek način, skratka kamero gledamo personalno in pač zombijev, ne. In pač ta je tudi eden ta bolj groznih, bi jaz rekel, iz cele serije zombijev, če pač niste tako kamito, ki ne mara že počasi premikajočih se, razpadajočih se trupel. No, tam je, v Rec odkrijejo v drugem delu, ali kako že, ne vem, glavnem, kaj je vzrok. In je demonic possession tam dela to. In je v bistvu drugega pa res nisem gledal. Jaz sem gledal 4 so. Celo 4 so. Trojka ima eno bolj hudih scen, malo je boring film, ampak na plakatu vidiš in greš gledati točno zaradi tega plakata. Odvija se hkrati z dogodki prvega na eni poroki. In potem na koncu nevesta cela okrvavljena s tisti beli obleki z motorko gre nad zombije. To, da je ne bi uničili poročnega dne ali... Da se reši, ampak že zaradi te scene na koncu, pa tudi pač ono tak zelo Four Weddings and a Funeral vibe, ko se kregajo, pa so eni pač, ne? Pol pa so še pač zombi zraven, pa vse to. Tako da lušen. Vse 4 priporočam. Ja, drugače, sicer se je v fokus tudi v zadnjih filmih po Romero tudi dosti kaj spremeni v sodobnih, recimo pogosto virus, ne? Tega recimo v originalnem tropu tudi ni, ne? Ni nobenega virusa, nihče pravzaprav ne ve, pa ponovadi mrtvi vstajajo, tle pa se začne kot nek virus, pa se potem kroži, tudi ni povsem jasno meni zmeraj, kdaj zombiji pojejo nekoga, kdaj ga samo ugriznejo, pa jim je to dovolj, pa pustijo, da se on spremeni v zombija, to se tudi ful spreminja, ja. Ampak rečemo zdaj, evo, da mi gremo iz te dvorane ven in da je zunaj zombi apokalipsa, kaj bi vidva naredila, no? Kaj so vajni na sveti mogoče? Kaj bi vidva naredila, evo, če stopita ven, pa je Ljubljana, zombi Ljubljana, kako bi se rešila? Najprej šel na burger, pa vode stipo začel laupati. Igor je sicer prebral ta priročnik, tako da ne vem, če je fair, da on odgovarja, ampak recimo, poleg tega, da bi šel na otok, je še kakšna ideja? Tam zelo priporočena so prevozna sredstva, ki ne rabiš biti odvisen od drugih virov, torej bicikl predvsem, ne? Gorsko kolo, kako dobiti čim prej, kakšne nahrbtnike, trekking opremo, tako da, ne vem, ven Decathlon vdrec. Taka Bears, Survival Guide. Bear Grylls, ja. Te variante, da si pač greš čim bolj proč od vsega, pa, ne vem, konzervirana hrana, pa tak dalje. Jami.
Ja, ne vem, jaz bi šel bolj klasika, pa bi šel v BTC. No, to se mi zdi najbolj prav. BTC, tako imaš kolosej, imaš tam, lahko si greš filme vrtiš. Se pravim, Decathlon moraš najprej vdreti. Tak ali tak. Pol pa pač če tudi te pojejo, pol pa saj nisi več sam, ne? Jaz mislim, da je to počas trenutek, ko bomo počas zaključili. Mogoče še vidva ste se še spomnili še kakšne stvari o zombijih, da ne bom vam vzel besedo še preden. Ok, samo eno hitro vprašanje. Zakaj možgani? A to kakaj delikatesa? Za opiče vem, da so, ampak za človeške. Zombiji, ki tripajo pač na možgane. To sem se vedno vprašal. Oni grizajo, pa ne vem, pa trgajo ude, pa ne, tako vidimo desno, ampak prav kot pravilo, ne v nerovih, oni grejo. Brains, ja, čem pora? Mogoče zato... Ki ste ga gledali, vidimo, to pojavi, kao da več možgani za pol. Ja, zombi pač dobijo bolj, mislim, je tam dost razloženo, ampak tudi ni, da zakaj glih zdaj možgani in nekaj drugega, ne. Tako da, ne. Jaz mislim, da je tudi neka fora pač sem, da zombi pač nimajo možganov in hočejo možgane, ne, tako kot kaj je že strašilo iz Wizard of Oz. Ja. Je pa to ena boljših variant pol v, mislim, da Brain Dead od Petera Jacksona in njegovih prvih filmov, kjer si njegov lik razbije glavo, pa potem pobira možgane od drugih ljudi, pa not tlači. Ja. Hvala, da si me na to spremljal. No, super, še enega filma se spomni, drugače doben ni omenil Thrillera od Michaela Jacksona. Ja. Pa Gorillaz. Zombiji, ki plešejo, to je gledljivo. Ja. Pa Gorillaz, kaže, Clint Eastwood. Ja, točno, tam so tudi zombiji, ja. Ja. Super, to je bil pravzaprav več čas, ki smo ga imeli v tem natrpanem urniku na meji nevidnega. Poslušali ste že 4. epizodo podcasta Obot, podcasta za serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z, ki jo gosti mreža Aparatus in ki bo od te epizode naprej, ali pa mogoče še od naslednje, zdaj se ne spomnim, kaj smo se zmenili, dvotedenska. Skratka, v torek boste poslušali 3. epizodo o Extinctionu, potem bo čez 2 tedna bo tale epizoda, ki jo zdaj vi v živo poslušate, vi pa, ki jo zdaj poslušate, pa pač jo poslušate pač zdaj. Skratka, ta epizoda, v kateri zdaj to govorim, ki se bo pravkar končala, je pač na ta dan, na kateri dan ga pač poslušate. Pol bo pa smo se nekako zmenili, da bo dvotedenski termin, čeprav nisem čist ziher, ali smo že rekli, da bo naslednja dvotedenska. A bo peta še? Dvotedenski termin bo, ampak potem takoj bomo imeli special za Halloween. Tako, Halloween special lahko poslušate, potem kasneje bo še božični special, skratka z vami bomo na vse posebne dni in noči. Z vami smo bili Mito, lahko me spraviš s Štajerske, a nikoli mi ne moreš vzeti moje štajerščine, Gegič. Igor, jaz vem najbolj obskurne detajle za kulisija filmov Harp in Aljoša, jaz se ne strinjam z vama, ampak se v resnici strinjam z vama, Harlamov, ter občinstvo festivala na meji nevidnega, če lahko mogoče pozdravite. Na hitro še, kot bi rekel Anže, kje se vaju najde fanta na internetih? Twitter, Instagram, Facebook. Povej. Handle, vedno povej. Budamic, torej budino meso. Se ne rabiš prevajati, sam zapomni si, da mi povej handle. To hočem. Samo vtipkaš. Dobro, samo vtipkaš. Igor? Imam spletno stran in YouTube kanal, gledal bom, pa za vikend pišem, pa en podcast delam s tema dvema. Aha, ja. Čudna modela. Tudi mene najdete na Twitterih Harlamov, drugače pa, če vam je bil podcast všeč, če vam je bilo danes všeč, če vam je bil kakšna prejšnja epizoda všeč, šerajte, lajkajte naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, dajte nam tudi kakšno ceno na iTunesih, podprite seveda platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega, ko peljete sabo neznance, ki ste jih nabrali preko prevozi.org, dajte namesto CD-ja Avicii-ja gol raje epizodo našega podcasta. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot in tja lahko usmerjate vsa vprašanja, pripombe, komentarje, pesmi, ki ste jih napisali ob navdihu pri poslušanju našega podcasta. Priporočila za možgane. Tako, priporočila za najbolj okusne možgane, pritožbe, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič, sicer pa se slišimo spet čez 2 tedna. Najlepša hvala in mi smo out.